Tik pred Božičem 2023. V San Antoniju v Teksasu sta izginila 18-letna Savannah Soto in njen fant, 22-letni Matthew Guerra. Par naj bi kmalu postal starša, saj naj bi Savannah v bolnišnici rodila s sproženim porodom. A nikoli se ne pojavi. Pravico imamo izvedeti nekaj o njej. Ljubimo jo, pogrešamo jo, ne glede na to, kaj se dogaja. Naj pride domov, da bomo lahko imeli vesel Božič z njo. A božični dan mine brez sledu. In naslednji dan, 26. decembra, nekdo obvesti policijo z odkritjem, ki ga nobena družina noče najti. Pogledala je skozi okno in začela kričati. Odraščal sem tik za njeno hišo, videl sem, kako kriči. Pomislil sem si, o bog, ne. Kar gledamo zdaj, je zelo zagoneten kraj zločina. Bil je narcis. Vedel je, kako jo manipulirati, da je verjela, da bo vse super. Tukaj na dekoderju z ekskluzivnimi policijskimi posnetki. To je zgodba o srhljivih izginotih Savannah Soto in Matthewa Guerre. Zdaj lahko naše epizode gledate brez oglasov na Spotifyju s naročnino. Povezava je v opisu. 23. decembra je lokalna policijska postaja prejela klic o pogrešani osebi. To so člani Savannine družine, ki so prišli v bolnišnico, da bi jo podprli ob njenem terminu sproženega poroda. Toda Savannah ni tam. Nihče se dejansko ni slišal z njo od 21. decembra. Tako so policisti malo po 19:30 tistega večera prispeli na njen naslov, da bi opravili preverjanje, ali je z njo vse v sredu. Njena vrata najdejo razbita. Policija je kdo tukaj? Pridite noter, tukaj je vse na vas glas. Odločitev je na komisiji. Prever baterijo. Policija! Prosim, počakajte. Kaj imaš tam, Greg? Policija! Ni od vrat, ni nobenih drugih znakov. Ja, naj bi sprožili porod. Potem preverimo bolnišnico. Mislim, da so vse to že preverili. V stanovanju se zdi vse na svojem mestu, razen brat. In Savannina družina je klicala po vseh bolnišnicah v okolici. Nobena od njih ni imela pacienta s tem imenom. In kot sem ti povedal, ker sem delal v bolnišnici, če nisi, ampak ves čas, če te ne danes seznam pooblaščenih oseb, ti ne bodo povedali, ne bodo ti dali informacij. Čudno je, da fanta ni tukaj, ampak pustimo to. Edina možna sled njenega očeta je njen fant, Matthew Guerra, ki ga prav tako ni mogoče najti. Tako je rekel, prav mi, da je fant preprodajalec drog, vendar je bil v preteklosti napaden. Že prej je imel težave z zakonom, vendar je velik preskok od preprodaje drog do storitve umora. Kip je preprodajalec, ampak poskušajo priti do njegovega očeta. Njegovi starši kličejo okrožje. Poskušajo prijaviti pogrešano osebo. Zdaj je tukaj oče dekleta in danes naj bi sprožili porod, zato so jo odpeljali v bolnišnico. Veš, kaj mislim? Ne vem, zato ne vem, kaj se dogaja, ampak kot sem rekel, vrata so razbita. Ne izgleda, da bi bilo kaj narobe. Stanovanje je urejeno, veš, kaj mislim. Ni razmetano ali kaj podobnega. Kot da je v bistvu vse precej urejeno, vse je na svojem mestu, ni nobenih znakov boja ali česa podobnega. Vse je pospravljeno, razen vrat. Veš, kaj mislim? Veš, bil je nekdo, ki je učal ali pa je bil kasneje pri pištoli ali nekaj takega, ne? In potem bomo izgledali čisti. V redu, varnostno smo preverili, ali je kdo v stanovanju. Ja, vemo, ne bomo gledali ničesar drugega. Videti ni, da bi kdo šel skozi vrata. Ne, ja, tam ni televizorjev in vse je kar lepo, mislim. Naredili so celo otroško sobo za dojenčka. Ja. Zgleda lepo. Je nekako... Torej, sta se prepirala? Sta imela kakšen problem ali nista imela o čem govoriti? On je bil v preteklosti nasilen. V preteklosti. Ne, ampak, mislim, trenutno zdaj se nič ne dogaja, mislim. Če bi mi rekel, ja... Vem, razumem te, to hočem povedati. No, veš, to nam da malo povratnih informacij o tem, kaj se dogaja. Mislim, vem, da imajo ljudje svoje težave sem in tja, ampak trenutno so bili navdušeni, da bodo dobili otroka, verjetno, kaj ne? Savannah in Matthew sta navdušena, da bosta pripeljala svojega otroka na svet in začela družino. Ampak jasno je, da je šlo nekaj narobe. Nekaj, česar nihče še ne more uganiti. Na božični dan Savannahina družina pride na policijsko postajo, da bi dala več informacij, ki bi lahko pomagale pri preiskavi. Ona in Matthew sta še vedno pogrešana. Tukaj smo, da poiščemo Savannah.
Kot smo se pogovarjali tam, naši policisti opravljajo preverjanje, ali je v stanovanju vse v redu. Da zagotovimo, da bomo, če se Savana vrne, poskušali ugotoviti, kje je. Moram vedeti, ker sem bil danes v stiku z nekaj ljudmi. Bil sem v stiku z Matthewim očetom, Gabrielom Guerro, in ni prijel nobenih sporočil od Mata ali Savane od tiste srede četrtka. Njena prijateljica je mrtva že od petka. Dan, ko so jo prijavili kot pogrešano, 23. je bila sobota. Ampak niso tukaj samo zato, da zagotovijo časovni okvir. Ne, razkritja, ki jih razkrijejo detektivom, so šokantna. Zelo jo je nadzorovala, ni dovolila imeti nobenih družbenih omrežij in nič takega. Spase, ko je poškodoval prejšnji Božič, pravzaprav ravno za Božič, na božični večer, jo je tako hudo pretepil. In kje se je to zgodilo? V stanovanjih tam pri County Heights. Ja, v stanovanju številka 10. In kamera na zvoncu čez hodnik je posnela vse. Policist je bil tam, ko sem prišla, on pa je že odšel. Mislim, mi ga bilo več. Zaprli so ga. Očitno ta incident z njenim fantom in očetom njenega nerojenega otroka Matejem ni bil edini problem med njima. Vedno je bil nasilen do nje. In ji povem, da sem bila tudi jaz v nasilnem razmerju z njenim očetom. In ji ves čas govorim, da noče iti skozi to. Ne? Tako da tisti enkrat, ko je res prizadel, smo poklicali policijo in vse, pa se je vseeno vrnila k njemu. Pravzaprav je zdaj, ko govoriva, on v bolnišnici. On je v bolnišnici, prav. Opazil sem to. To je nekaj, na kar sem vam želel opozoriti. Opazil sem, da je bil 27. septembra v preteklosti aretiran zaradi napada s telesno poškodbo na Savana. In videl sem, da je bila pogoj za vaščino prepoved stika, kaj ne? Brez komunikacije, brez nadlegovanja, nekaj takega. Torej, naprimer, Lighthouse. Mislim, da je bilo to tam. In to je morda bila posodobitev tam, ampak tako je pokazal pregled evidence. Torej, ali se to ujema? Nisem slišala, da bi jo poškodoval pred tem ali potem. Bi ona namenoma prikrila te informacije pred vami? Da. Torej, ni nenavadno, da je bila napadena in potem ni nič povedala. Torej, Matthew in Savana sploh ne bi smela biti v stiku. In zdaj sta oba izginila. Detektiv je govoril tudi z Mattovim očetom. Ni vedel za pogoje varščine, ampak je priznan. Rekel je, da, veste, moj sin, vem, da je bil nasilen do nje. In povedal ji je, veste, da je svojemu sinu, Mattu Heymanu, rekel, moraš biti zelo previden, ker ti vse uhaja iz rok. Po očetovih besedah jih je vrgel ven pri 18 letih, ker je bil neobvladljiv. Mislim, da v tem primeru, glede na vse, kar imamo do zdaj, verjamem, da ima Matt tukaj svojo vlogo. Prav? Tukaj je problem, s katerim se soočamo. Katero kaznivo dejanje imamo? Katero konkretno kaznivo dejanje imamo? Drugače povedano, imamo koga, ki je bil priča napadu, ki se je zgodil tisto noč. Ne. Imamo posnetke nadzornih kamer? Še ne. Prav. Torej, če se to pojavi, je to konkreten dokaz. Lahko vam povem takoj zdaj, če dobim te informacije in ga vidim, da jo pretepa, bom takoj uredil nalog za aretacijo. In to bom razposlal in vse ostalo. Brez teh dokazov nimajo nujnih okoliščin, ki jih potrebujejo za temeljito preiskavo stanovanja, še posebej zaradi nečesa drugega, kar so zdaj izvedeli. Takrat je vrata na silo odprl Mattov oče. On je sprva, in to mi je povedal po telefonu, in povedal mi je, da je to storil, ker je poskušal stopiti v stik s Savana in Mattom. Bil je zaskrbljen. Zdaj spet sem ga vprašal, ali bi to običajno naredil v določenih okoliščinah. Spet, veste, ni moja naloga, da začnem kazati s prstom in reči, hej, veste, to ne zveni prav, ali pa ne. Tu se ne ujema. Ampak po njegovih besedah je rekel, hej, poslušaj, Savana bi morala roditi tega otroka. Mislim, da je otrok poimenovan Fabian. In veš, to se ni zgodilo. Rekel je, želim vedeti, kaj se je zgodilo z njo. Ali je v redu? In zato je brcnil vrata. Bilo je nekaj zmede, ker je bilo na začetku, ko se je vse to začelo dogajati, govora o vratih.
In hej, ali je šlo za neko vrsto ugrabitve, kaj ne? Ali so bili ljudje kakorkoli zvezani, ker običajno, ko nekdo brcne vrata, ljudje običajno poskušajo vlomiti z namenom napada ali kraje. Torej, gre za vlom v stanovanje ali hišo. Ampak tokrat ni bilo tako. Brez znakov boja, niti brcnenih vrat. Detektivi morajo upoštevati možnost, da gre pri tem primeru pogrešane osebe za primer nasilja v družini. In Matt je njihov glavni osumljenec. Vem, da ste omenili, da je bila tam pištola ali puška. Velika, kot je bila velika, ki je imela majhne luknje, črna z majhnimi luknjami. Kot... V redu. Včasih. Ali je imela... Je bila tako dolga. Da je tako dolga. In videla sem kup denarja, ki je bil še vedno tam noter. Ko smo se vrnili, je bil njihov oče tam. In je bil že spodaj, ko sem prišla tja. In ko sem vstopila, so pištole zdinile, denar je izginil. In sem rekla, kdo je prišel sem noter. In potem, ko sem videla policista tam, je rekel, vem, da so prišli sem noter, ampak mi ni povedal, da ste imeli pištole pripravljene nekaj tasga. Predvidevala sem, da je bil to njegov oče, ker je njihov oče zelo problematičen. In kdaj ste videli to? Kup denarja, pistola. V soboto okoli 1 ure, ko je moj sin šel k oknu. In kje so bili ti predmeti? Velika pistola je bila na kavču. Kavč. Mala je bila v omari. In denar je bil na nekaj mali nočni omarci, na vrhu predalnika, na mali nočni omarci. In ti si šel noter. Zakaj si šel noter? Ker sem hotela preveriti, če se je morda kaj zgodilo, ali da je bilo Savana kaj narobe, oziroma da se je tam noter nekaj dogajalo, ker niso odgovarjali. In bilo je čudno, ker ko se je rekla, je bila tako navdušena nad tistim dnem. Bila je. Kakšno je bilo stanje vrata v tistem trenutku? Bilo je enormno. Pištola in skrita zaloga gotovine zdaj manjkata iz stanovanja. In bila sta vzeta nekaj časa po izginotju Savana. Govorila sem z sosedi spodaj in tudi oni so se strinjali, da je bil slab človek. Včasih so slišali mojo hčerko, kako je kričala in prosila za pomoč. In ko sem rekla, gospe, zakaj niste poklicali policije, če vas je bilo strah iti tja gor? Samo, bila je prestrašena. Naj te nekaj vpraša. Lahko že ugibam zakaj, ampak želim slišati vaše mnenje o tem. Zakaj bi Savana ostala z Matejem, če ve, da je nasilen? Že jo je pretepel, napadel. Po tvojem mnenju, zakaj bi ostala? Ne vem, bom pa. Pravkar sem ugotovila. Ona je velercis. Vedel je, kako jo zmanipulirati, da je verjela, da bo vse super. In potem, ko je udaril, je naredila točno to, kar je on želel. Vzel je nedolžnost in še veliko več. Torej, ni bilo zunanjih dejavnikov. Z drugimi besedami, kar želim povedati je, da ni bila psihično odvisna od nobenih drug. Pozdravljeni. Ne vem. Edina stvar, ki je poskusila, je bila marihuana. In še to ji sploh ni bilo všeč. Nikoli ni jemala nobenih drog. Nikoli. Ampak, ker je bil Matthew domnevni preprodajalec, je bila vseeno ujeta v ta svet. Ali je Savana kdaj omenila kaj tazga? Je rekla, hej mama, samo da veš. Nisem končala, to je tisto, kar je počel. Ja, ampak ali je Savana to kdaj rekla? Nikoli mi ni povedala. Nikoli mi ni v resnici povedala, da ve, da jaz vem. In tako je tudi ostalo. Torej, z drugimi besedami, ni rekla ničesar, kar bi jo lahko spravila v nevarnost. Hej, prihaja do točke, ko, dolguje denar. Ne, nikoli mu ne bi smela povedati česa takega. Tega mi ne bi povedala, ker bi jo potem na silo odpeljala od tam. Prav. Matthew je osumljenec. Vendar morajo upoštevati tudi možnost, da ju je morda njegovo delo spravilo v težave. V takšne težave, zaradi katerih izgineš. Ana je rekla, da ga bo zapustila, ko bo rodila. In zdelo se mi je, da ker tega ni želel, je postal posesiven do nje. In verjetno. Kolikokrat ga je že poskušala zapustiti prej ali potem? Ona ima Nikolaj. Ampak mislim, da je bila že na točki, ko je bilo mar zase, zaradi otroka. Njen otrok je pomenil vse na svetu. Torej, ker jaz pa se spet vračam k temu, zakaj ne odgovarja na telefon, zakaj me ne pokliče. Savanina družina zapusti policijsko postajo z več vprašanji kot odgovori. In ko bodo naslednji dan dobili te odgovore, bodo ti še bolj tragični in bolj pretresljivi, kot so si sploh lahko predstavljali.
Ja, bom kar družino zadržal stran, medtem ko opravljajo svoje delo. So vrata odprta? Opustite mogoče. SAPD! SAPD! To naj bi bila 18-letna nosečnica tik pred porodom in 22-letni moški. Veliko ljudi. Krajevni prebivalec je opazil Matejev avto, Siv Kia, parkiran pred stanovanjskim blokom na Danny K Drive, ki je bil očitno zapuščen. Pokličejo družino Savana. Družina Savana pa pokliče policijo. Tako da ne vem, kako so dobili namig, ampak mi smo dobivali namige z vseh strani. Prej so dobili namig, začeli so hoditi v to smer, jaz sem šel v to smer. Kaj? Policisti so preiskali avto, medtem ko je prispela tudi Matejeva družina. Slišali so, da bi lahko prišlo do preobrata v primeru, vendar je to takšen preobrat, ki se ga policisti najbolj bojijo. Ko so držali rjuho, da bi ohranili zasebnost, so našli mrtvi telesi Mateja in Savan. Pozdravljeni, tukaj detektiv Alonso z policijske uprave Yonkers. Morda gre za umor ali samomor, ki ga preiskujemo. Pravkar smo našli vozilo pogrešane osebe, v njem pa obe pogrešani osebi. V redu, očitno bo to preiskava umora, vendar so mi naročili, naj obvestim policiste, da jih obvestim, da je očitno že nastopila mrliška otrdelost. Ni razkrojeno, vendar lahko vidiš, da je videti, kot da je telo tam že nekaj dni. Zdi se, da je gosto. Savena so našli na sprednjem sedežu, strelno rano v glavo. Matthew je na zadnjem sedežu. Videti je, da je bil tudi on ustreljen v glavo, ali pa se je ustrelil sam. Vsaj to je začetna teorija policista. Umor, samomor. Še posebej glede na vse, kar jim je povedala Savana in družina. Toda ta teorija se hitro izkaže za napačno. Ni nobenega znaka o morilskem orožju, poleg tega pa se zdi, da je bil Matthew po smrti izvlečen v avto. Navsezadnje je nedolžna žrtev. To je dvojni umor, morilec pa je še vedno na prostosti. Dober dan, sem detektiv Goodwin, Jeremy Goodwin iz oddelka za umore policije San Antonija. Detektiv Goodwin je poklican na prizorišče, da začne preiskavo. Volan je imel očitne sledi krvi. Prav tako tudi sredinska konzola. Ko sem pogledal gor, veste, ko sem nekako klečal in gledal proti senčniku, sem opazil nekaj, kar je izgledalo kot poškodba od krogle blizu voznikovega senčnika. Savena je bila verjetno ustreljena v avtomobilu, Matthew pa morda ni bil. Na zadnji levi pneumatiki, na bočni strani pneumatike je bilo, po mojem mnenju, nekaj, kar je izgledalo kot kri. In potem znotraj platišča se je zdelo, da je kri, očitna kri znotraj platišča. Zdelo se mi je, da je bila oseba, ki je bila krvava, prislonjena ob pneumatiko, nato pa je bilo vozilo odpeljano, potem ko je bila kri tam. Oboroženi s temi namigi detektivi nato dostopajo do lokalnih nadzornih kamer, ki gledajo na parkirišče. Ob 23:59, 21. decembra je bilo videti, kako se pripelje Chevroletov kombi. Pokrov tovornega prostora je pod kotom, kot da ga nekaj ovira, da bi se zaprl. Nato je bilo videti, kako se Matthewjeva Kia približuje tovornjaku. Torej, ko se je približevalo eno vozilo, je prišlo še drugo vozilo, ki je očitno bilo vozilo žrtve. Pripeljalo se je do tovornjaka z ugasnjenimi lučmi. Tovornjak nato tudi ugasne svoje luči. Nato voznik tovornjaka izstopi iz vozila in se približa vozniku drugega vozila, vozila žrtve. Voznik tovornjaka izstopi, vzame belo brisačo in očitno obriše zunanjost vrat, ki je tam, kjer se jih je dotaknil. Počne oseba za vami. Stopi ven. In ko sem to opazoval, se ni zdelo, da je to Matthew, saj je Matthew zelo visok in suh. In ta oseba ni bila videti tako visok. Vozniki se vrnejo v vozilo in se odpeljajo za stanovanjsko stavbo. 3 minute in pol kasneje se tovornjak ponovno pojavi. Ste na tej točki opazili kaj posebnega glede tovornjaka? Da, gospa, keson tovornjaka ni več nagnjen. Ne zdi se zamaknen, ampak kot sem rekel, zdi se raven. Kot da je bilo karkoli v kesonu tovornjaka, morda Matijevo telo puščeno za sabo. Detektiv Goodwin verjame, da je vsaj eden od 2 moških, ki sta vidna na tem posnetku, morilec. Toda registrska tablica tovornjaka je na posnetku zakrita, zato se osredotoči na žrtvin avto. Kia je bila opažena, ko je 21. decembra ob 22:22 zapustila stanovanjski kompleks.
Po podatkih GPS-a se je ustavila na Charlie Chan Drive ob 23:50 in tam ostala 4 minute. Zato sem šel na Google Earth, da bi si ogledal križišče in preveril, kaj je na tem območju. In ko sem to storil, sem opazil tovornjak, ki je bil zelo podoben vozilu, opaženemu na naslovu 903 Danny Kaye na delu do vozne poti. Charlie Chan. Zato sem se odločil raziskati ta naslov. In kaj ste ugotovili z vašim raziskovanjem? Našel sem prebivalce te lokacije. Prvi, ki sem ga našel, je bil Ramon Preciado. Matthewova zgodovina iskanja na internetu kaže, da je tisti dan iskal Charlie Chan Drive. To pomeni, da je verjetno Matthew vozil, preden so prišli tja. Toda, kot je razvidno iz posnetkov varnostnih kamer, Matthew ni bil tisti, ki je vozil le nekaj minut potem, ko so odšli. Uspešno sem lahko dostopal do naše baze podatkov o vozniških dovoljenjih. Uspešno sem si lahko ogledal fotografijo Ramona. In vpis v tvojem vozniškem dovoljenju vsebuje tvojo višino, težo in tvojo fotografijo. On ustreza moškemu, ki so ga opazili, ko je izstopil iz tovornjaka. Zelo, zelo podobno. Nato sem opazil, da je imel na kraju ženo, Myrtle Romanos. In potem sem preveril baze podatkov in ugotovil, da imata sina, Christopher Preciado, ki je prebival na tem naslovu. Christopher se je zdel enakostar ali približno enakostar kot Matthew in Savannah. 3. januarja so detektivi obiskali naslov družine Preciado in oba, Ramon in Christopher, sta prišla ven, da bi jih srečala na dvorišču. Detektive zanimajo kamere na njihovi posesti, ki so snemala. Snemal sem na monitorjih, ampak nisem hotel gledati samo v živo. Druga stvar je, da je najpomembnejše predvajanje posnetkov. Ta posnetek, če bi bil posnet, bi morda pokazal Matthewa in Savannah, kako živa zapuščata naslov, ali pa bi pokazal nekaj veliko bolj pretresljivega. Ampak očitno je samo v živo. Detektivi pripeljejo Ramona in Christopherja na policijsko postajo na ločena razgovora. Christopher ima 19 let in je študent farmacije. Ko ostane sam v zasliševalnici, se začne obnašati nenavadno. Svoj stol pritegne k sebi, ne da bi se ga dotaknil s konicami prstov, kot da bi se bal pustiti dokaze za seboj. Bil sem v SOV, zato sem dobil AA za etiketo. V redu, ja. Govorim o tem, torej nekako bi rad govoril s tabo. V redu, imam primer, kjer sta dva človeka. V redu in potem seveda pogovor s tvojim očetom ponižuje me in potem mi pomaga, da te povežem z lokacijo. Posnetek Ramonovega zaslišanja še ni bil objavljen. Toda po izjavi pod prisego je priznal, da je 21. decembra po noči vozil svoj tovornjak na Danny Kaye Drive in potrdil, da je bil voznik, ki so ga ujeli varnostne kamere. Prav tako je prepoznal Krištofa kot voznika. Matthewjeve Kie. Krištof nima kam iti, ne da bi svojega očeta označil za lažnivca. Tako prizna stik z Matthewjem. Poslal sem sporočilo njegovi mami in zašel. Kakšen je vaš odnos? Po incidentu. Ampak to je laž. Njegov Instagram je še vedno aktiven. Bil sem v tem, ampak nisem dobil pri tem. Ljubim Marčela, kot to samo ne vem, ker so bile objavljene slike v Roznini in podobnih stvari. In za me je to preprosto intenzivno. To ni bilo preto. Prebral sem nočem tega povezovati s tem. Ja. Veliko je zapisoval odgovore. Po besedah Krištofa. Matej je tisto noč pristal na kupčijo z drogo. To se ujema sporočili na Instagramu, ki so jih detektivi našli na Matejevem telefonu. Tisti dan je poslal sporočilo na račun z imenom 227 in navedel ceno v gotovini. Račun je odgovoril z naslovom Krištofa na ulici, Charlie Chan Drive. Ob 23:49 je Matej poslal sporočilo, da prihaja. Kam te potem ne rabim vložiti, ampak nisem prišel od tega. Ne. Sam pravi, v redu. In kaj se je zgodilo, ko ste prispeli domov? Ko sem prišel domov, je bil že precej razburjen zaradi mene. Rekel je nekaj v smislu, človek, rekel sem ti, da bodi že tukaj. Zakaj nisi zunaj in ne čakaš? Bil je res razburjen. Rekel je nekaj v smislu, da je samo sedi na istem mestu, tisti tipi so tudi samo sedeli tukaj so me. A si mislil, kaj?
To mi je čudno, ker je bilo to prvič, da me je sploh poslušal spraviti v svoj avto. Tako da nisem vedel za to. Ampak jaz sem bil poslušal, nisem vedel, kaj bi to veš, mislim, sem pač šel. Torej sem bil samo pač v redu. Ja. Prosti, ne bi smel. V redu si. Dobro si opravil, prijatelj. Samo ti. Res si, da si tukaj. Ne vem. Kristofor pravi, da je imel občutek, da nima izbire, kot da vstopi v avto. Tam je bila tudi savana. In on je... Malo me izkorišča, zato da vem, če je res bilo tako. Ampak videl sem, da je bil to doplival nečesa. To ni bilo njegovo običajno vedenje, tako da je bil že zelo razdražen name. Njegova punca pa je poskušala govoriti z njim in on je poskušal govoriti z mano, ne vem, kaj je ona hotela. Ona je govorila z njim o nečem, ampak on je bil vedno bolj razdražen zaradi njih. In on je bil kot, ok, lahko nehaš, lahko da rečeš, naj utihne. Ko sem se pogovarjala, sem rekel, ne, bom tiho, bom govoril z njim, ne vem. Situacija, kjer si malo na trgnih. Torej, potem, ko je začel postajati razdražen zaradi njih, on, ko da ima nekaj v njegovih laseh ali pa ima pištolo in bil je res zelo razdražen zaradi njih. In on je samo sedel tam. In potem, kar naenkrat reče, stari viš kaj, in potem ne stari, samo vzel to stari, vidiš izhod. Tako da sem se že hotel spraviti ven in nekako sem sedel po telefonu, ker sem hotel uporabiti bliskavico, se je bila sredi noči tema. Nikoli prej nisem bil v tem avtu, zato nisem imel stopnice ali kaj podobnega. Samo odpiral sem vrata in v vratih je bila steklenica. Tako da sem sedel po telefon, poskušam prižgati bliskavico. In takoj, ko to naredi, takrat ukrepa. Naredi tako in potem me pišoli so name. Nisem vedel, kaj na tistem trenutku naredim. Po besedah Kristoforja je Matej potegnil svojo pištolo. Jaz sem tam notri bil rdeč, on je to naredil. Vedel sem, da bo pištolo pedel vame. Tako da ne bom ga še pred mojim obrazom. Tako da sem naredil tako. In potem ga potegne. Pritisne na sprožilec. V redu. In potem ga dajo na zadnji sedež. Senator, vi ste na zadnjem sedežu. Jaz sem na zadnjem sedežu. Jaz sem na zadnjem sedežu. Zato sem hotel uporabiti roll-off na zadnjem sedežu. Ja, tistega na zadnjem sedežu moram dotisniti, ker ga nočem imeti pred obrazom. Zato ga samo tako odmaknem in nekako potisnem stran. Potem pa sem pogledal dol, ker nisem hotel, da me zadene. Ampak krogla ni zadela Kristoforja, zadela je savana. Začela je krvaveti, mislim, da je krvavela tukaj, na levi strani, mislim, da je. Ampak tukaj je težava. Savana so našli s krvjo po vsej desni strani, ne po levi. Da potem, ko je to naredil, me je malo potapkal, kot da bi jo potisnil, da bi videl, če je pa zavesti verjetno. In potem je kot da je obrne proti meni in ona ugotovi, kaj se bo zgodilo, da bo samo odšel, da bo samo pobegnil. In tako, ko sem hotel prijeti za vrata, sem ona spet obrne proti meni, zato naredil tako, ker da bo potisnil na mest, kot sem to naredil prvič. Takšen je bil. Prav torej je izbrala. In potem so spet odšli. Kaj se je zgodil? Kaj veš, si na izletu? Malo, ja je. In kaj se je zgodil pol? Si moral biti ustreljen? Tako sem domneval, ker je nehal govoriti, zato sem ga dal na zadnji sedež, kjer sem sedel jaz in vozil sem avto. Kam se pelješ? Ja, pelil sem do stanovanj, tam smo ga pustila. In si srečal koga v stanovanjih? Ne. Poklical sem svojega očeta, lahko pogledaš stanovanje in podaš prosim. Nisem hotel ničesar povedati. Vem, kako se me to odzvati. Jaz stanovanje. Ti, kako sam primil. Ti pa sem dal na zadnji sedež blizu njega. Ne vem. Preprosto ne vem, kako naj se na to odzvati. Skoraj sem ga upali praktično. V njegovi zgodbi so podrobnosti, ki se ne ujemajo. Naprimer, kako je premaknil telo Matthewa. Bil sem že na zadnjem sedežu, zato sem ga nekako potegnil noter. Torej si to naredil pred sabo, ko sem zadel tisto avto? Zadel si drugi avto. Nikoli nismo ga prišli. Prinesel ti bom še zadnje od tega. In to je kri na tem. Preveri. Vero? Tega ne bi smelo biti tam, če si ves čas ostal v avtu. V redu, tudi v platiščih je kri.
česar ne bi smelo biti tam. Ali je vse to nastalo, ko sta bila ti in tvoj oče na kraju dogodka, na katerikoli dan? Ste ga vidva spravila ven? Ne, v redu. Na celotni konzoli avtomobila ni bilo nobenih sledov vlečenja. In na sprednjem vzglavniku, kjer naj bi sedel Matthew, ko je umrl, ni bilo krvi. Ta rana tukaj, temu pravimo kontaktna rana. Prav, torej je bil potisnjen. To pomeni, da je bila pištola prislonjena ob njegovo glavo, ko je bil ustreljen. Rana je na desni strani njegove glave. Torej, če bi bila njegova glava pod kotom, bi bil obrnjen tako. Gledajo v to smer, pištola je bila spodaj, on je bil. Ves čas vidimo. Torej, kako je, ko ste rekli, da vas je vedno pokazal na vas, popolnoma je pokazal na. In potem? Rekel je, kako si to vedela. Ampak detektiv Goodwin lahko dokaže, da to ne more biti res. Takole. Prav, torej, če vozim tukaj in on gleda v to smer, če vleče tukaj, bi ga moral zlomiti, v bistvu ga popolnoma upogniti sem, da bi dobil kot, o katerem govorimo tukaj zgoraj. Prav. Torej, vračam svojo roko nazaj, da poskušam dobiti ta kot. Torej, če to naredim, bo težko izvesti kontaktni strel pod kotom, ki bi povzročil preboj skozi z napako pri senčniku. Obstajajo podobna neskladja pri trajektoriji strelne rane savane. Ne ujemajo se s tem. Dokazi, način kako so dokazi predstavljeni, nam pripovedujejo zgodbo. Prav? In to, kar praviš o potiskanju orožja in podobnih stvareh, se ne ujema. Ne vem, če si mi moral to riniti v obraz. Tudi če ga potisneš, kot se ne ujema. Torej nimaš pištole, ne veš, kje je njegovo orožje. Ja, oseba je bila povsem nad njim. Ja, že prej bil ob steni? Bil je ob steni, ne vem. Če si vzel moj denar. Ne vem. Si ga vzel? Si vzel svoj denar nazaj? Mislim, da je nekaj, se mi je cela situacija zdela čudna, da je samo. Kaj si hotel dodati? Kaj si hotel dodati k temu? Takrat je minilo že približno 5 minut, odkar ste se bili tam parkirani. Kaj misliš tem? Potem, ko si do tisti, ki nisi zapustil parka. 1000 vas. Fanti, ostanete tam zadaj 5 minut. Ne vem, kaj naj še rečem. Ne vem, kako je mislil, da je bil ustreljen. Ena oseba. Detektiv ga tam pusti, prepričan, da laže. In res laže o marsičem. Njegove domače kamere res shranjujejo posnetke. In ko detektivi pridejo do posnetkov, se vse postavi pod vprašaj. Ob 23:50 je viden, kako Christopher odhaja ven, da bi pričakal Matthew avto. Odsoten je 2 minuti. Neto se ob 23:52 panično vrne v kader. 30 sekund kasneje se hitro vrne do avtomobila. Kristof trdi, da sploh ni izstopil iz avtomobila. Prav tako je trdil, da je poklical samo očeta na pomoč. Tudi na varnostnih kamerah sta videna tako njegova mama kot oče, kako hitita v tovodnjak. Njegova mama pogleda okoli, da bi našla Matthew avto, preden to stori. Ali lahko opazite kaj posebnega na kesonu tovornjaka? Ko pogledate posnetek, je kesen tovornjaka, ko zapušča dovoz, raven in poravnan s sredino vozila obtoženčevega očeta. Keson tovornjaka je neenakomeren, ko tovornjak 4 minute kasneje prispe v stanovanjski kompleks. V teh 4 minutah je bilo vanj shranjeno nekaj velikega, morda velikosti človeka. Ti dokazi detektivom predstavljajo drugačno različico dogodkov. Kristof je zvabil Mateja v svoj dom in ga ubil. In tudi Savano. Ampak zakaj? Več posnetkov varnostnih kamer bo pripeljalo detektive do odgovora. Matthew so na posnetkih varnostnih kamer njegove stanovanjske stavbe videli ob 8:44 zvečer 21. decembra. Opazim nekaj nakita na njegovem vratu in kar se zdi, da so prstani na njegovi desni roki. Na njegovem telesu niso našli nobenega nakita ali prstanov. Pogrešali so tudi njegovo denarnico in Savanino torbico. Med preiskavo so detektivi izvedli hišno preiskavo v stanovanju Matthewa in Savana. Sprva so mislili, da niso našli ničesar, kar bi imelo dokazno vrednost. Potem pa so opazili nekaj. Ko so policisti 23. decembra šli preveriti, ali je vse v redu, so bile v glavni spalnici na steni torbice. Ko so se 28. decembra vrnili, teh torbic ni bilo več. In ne pozabimo na manjkajočo pištolo in denar, ki ju je omenila družina Savanah.
Zdaj, ko so identificirali osumljence, pridobijo nalog za GPS zgodovino Ramonovega tovornjaka in odkrijejo, da je 24. decembra, dan po preverjanju, ali je vse v redu, tovornjak potoval do stanovanjskega kompleksa. Prav tako ga je mogoče videti na lokalnih varnostnih kamerah. In tako se začne pojavljati možen motiv. Kristof trdi, da ga je Matej poskušal oropati, vendar detektivi zdaj verjamejo, da je bilo ravno obratno in da je to Mateja, Savano in njunega nerojenega sina stalo življenja. Ko so bili mrtvi, je Kristof prebrskal njun dom v iskanju dragocenosti. Kristof je obtožen 3 obtožb hudega umora. Njegov oče je obtožen zlorabe trupla, ker ne bi pomagal prikriti zločin. Krištofov odvetnik pa med sojenjem krivdo preusmerja na njegove starše. Pištolo, za katero verjamejo, da je morilsko orožje, so našli v omari njegovih staršev. A na koncu je bil Krištof tisti, ki je bil v kiji, in tisti, ki je potegnil za sprožilec. En hud umor več kot ene osebe v istem kaznivem dejanju. Obrazec za razsodbo. Mi, porota, spoznamo obtoženega Krištofa Rajprecijada za krivega kaznivega dejanja hudega umora, kot je navedeno v prvi točki obtožnice. Obsojen je na dosmrtni zapor. Na njegovi obravnavi so družine podale izjave svojcev o posledicah kaznivega dejanja. Vzil si Matthew, ljubim nojnega prvega nerojenega sina. Nisi imel niti priložnosti, da bi ga spoznal. Živeti, niti enega dneva. Najti je bil moj brat, on je moj najboljši prijatelj. In sam povedati želim, da si zelo neumna oseba in ne morem verjeti, da sta ti in tvoj smešni odvetnik vsem zapravljala čas s patetičnim izgovorom za samo obrambo. Upam, da kjerkoli boš šel, bodo vedeli, kdo si in kaj si naredil, ter te bodo temu primerno obravnavali. Sojenje Kristoferjevemu očetu je bilo predvideno za 11. maj 2026, vendar je bilo odpovedano in ni bilo ponovno določeno. Vse obtožbe proti njegovi materi so bile zavržene. Kaj misliš o tej srhljivi zgodbi? Sporočite nam svoje mnenje v komentarjih spodaj. Do naslednjič, ostanite varni, spremljajte naš kanal in kmalu se spet vidimo na The Decoder.